Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu Info360 v oddaji Ura resnice. Z menoj sta Aljuš Pretinač in pa Miran Videtič. To je prva jesenska oddaja, menda zelo pričakovana, ne? Ampak kljub temu se bomo dotaknili nekaterih tem, ki so se odvile tekom letošnjega poletja. Zdaj, Aljuš, če mi dva začnemo, oziroma če začnemo s tabo, se bomo potem vsi nekako nadaljevali. Ja. Je bilo kar vroče poletje, ne? Veliko teh stvari, ti si pisal za moj portal, felton, ne? Poletje v svobodi, skratka se je dogajalo, ne? Ja, jaz mislim, da manj, ko je vreme vroče, bolje je vroče poletje, ne? Sploh pri nas ali pa v slovenski politiki. Dogajalo se je ni več teh tako kislih kumaric. Ne, to ni, ne? Ampak to je nekako pričakovano, odkar imamo oblast, ki v bistvu cel mandat so kisle kumarice, ne? In potem poleti, ne, da je tega manj, tega še več, v bistvu, ne? Ja, jaz bi rekel, da je bilo dolgo vroče poletje, zdaj tež bi eno samo stvar okarakteriziral kot vrhunc tega vročega političnega poletja. To se mi zdi skoraj mogoče tako, kot če bi za nekdanje Galaktike, ne pri Real Madridu, če bi hotel reči, kdo je glavni igralec, ne. To težko zbereš, ampak mogoče bi rekli tam Zinedine Zidane, ne. Jaz bi rekel, da v tem našem Realu, ne, v narekovajih je to še zmerom Robert Golob, ker se mi zdi, da s tem, ko je on bil izvoljen za predsednika vlade, nekako so dobili nekako prosto pot, ne, ta nek carte blanche za to, kar se zdaj dela. Če pogledamo tudi predsednico republike, ne, ki je bila odlična druga, se mi zdi letos poleti pri teh norostih, ne, jaz mislim, da ona ne bi bila izvoljena, če ne bi bil izvoljen Golob, ne, ker niso hoteli strici iz ozadja, centri moči tranzicijske levice, da ima Golob pač popolno oblast, v Sloveniji niso hoteli, da je pač izvoljen njegov kandidat oziroma kandidatka za predsednico republike, ne, in so nekako podprli Natašo Pirc Musar. In so mu dali Musarjevo. Da mu pokažejo, da ni vse mogoče, nekaj prej mogoče se je zdelo, saj on je tako izdajo tudi v javnosti, da pač nima nad z njimi, da jih ne posluša, da ni pod njihovo kontrolo. In potem smo dobili to neko kukar ravnotežje, ne, sej načeloma v politiki bi to bilo dobro, da imamo neko ravnotežje, ali pa v Franciji imajo to kohabitacijo, ne, znano, ampak pri nas smo ugotovili, da je to še slabše, ne, ker imamo zdaj dva taka, ne, ki vsak na svojo stran vleče ta balon, ki je sicer vmes že 4-krat počel, ampak če imaš nadzor nad množičnimi mediji, ne, ti lahko ustvariš vtis, da ta balon še zmerom ni počel in da se lepo polni in da leti, ampak mi vemo, da je že zdavni na tleh. No, zdaj, kar zadeva Goloba, pa Nataša Pirc Musar, jaz sem tako, recimo, dve temi, ne, mogoče bi rekli kakšno zdaj okoli njih. Ena je ta, pač sred poletja je prišla ven ta neuradna informacija, da je KPK že sprejela odločitev v zadevi Bobnar, ne, in očitno je tukaj pač na nek način zelo verjetno po teh reakcijah, ki jih je imel Golob, ga je v bistvu na nek način obsodila, ne, kršenja integritete, ne. Zdaj me pa zanima, no, ali je Golob, recimo, ali se bo Golob tukaj lahko izvleče, recimo, na prav način, ali bodo pač politične posledice, recimo, ostale. In kako bo, recimo, bi lahko te politične implikacije tega primera vplivali na recimo, na predvolilno kampanjo, ne. Pa kasneje verjetno tudi na sestavo vlade, ker jaz, ko se recimo pogovarjam zlasti z nekaterimi ljudmi blizu Prebiliča, pravijo tako, ne, da tudi če bo Golob dobil večino na levem polu, pa bo imel možnost zastaviti vlade, da bodo enostavno prišli k njemu in mu bodo rekli, tako kot so rekli Jankoviću, ne, glej, KPK te je obsodila, to ne gre, moraš vstopiti, skratka, svoboda ja, Golob ne, drugi predsednik vlade. Ja, če bo to res, ne, če začnem na koncu, pa bo verjetno Tina Gaber, bodoča Tina Gaber Golob, predsednica vlade, pa to mislim z vso resnostjo, ampak o tem bomo verjetno še kasneje. Če bi me to vprašal pred Golobom, ne, bi rekel tako, da tudi če se pravno izvleče, bi politične posledice ostale, pa ni važno, kdo bi to bil. Lahko bi bila Alenka Bratušek. Pravno se bo lahko izvlekel še štih leto, 2-3 let. Lahko bi bila Alenka Bratušek, Janez Janša, Borut Pahor, Marjan Šarec, ni važno, ne. Odkar imamo Goloba, vidimo, da tudi če se pravno ne izvlečeš, ni nobenih posledic, tudi političnih ne. On je pač postavil čist neke nove standarde v slovenski politiki, kjer je tako, če si ti na oblasti, kar on ta hip je, potem ti je dovoljeno praktično vse. Ne? In ne bi se čudil, ne? Ti si uporabil prej izraz, da ga je KPK obsodila, ne? Figurativno, ja. Če ne bi mi izvedeli čez 3 mesece, da bi KPK objavilo, da je on že odslužil to kazen. Ne? Se pravi, da pač predno smo mi sploh izvedeli, česa ga je obsodila, ne? Ker zdaj ne vemo, kaj je vsebina te odločitve,
komod oni javijo zdaj konc leta mogoče. Ne, pogojno, da je dobil. Ne, da, je že odsedel, recimo, ne, če naprej figurativne izraze uporabljamo, tako da mene to ne bi nič več presenetilo. Ne. Zdaj, če bi ta postopek šel naprej, da bi celo postala odločitev javna, ne, če bi se to razširilo še, o čemer tudi ti danes pišeš na svojem portalu, ne, če bi se to razširilo tudi recimo na neke njegove najožje sodelavce, potem bi mogoče lahko začeli govoriti o tem, da se je veter obrnil, ne, in da res ne računajo več na Roberta Goloba. Ampak jaz mislim, da je zato še malo prezgodaj, mislim pa, da se najbolj bojijo, da če se oni zdaj odrečejo Golobu, kdo bo zdaj dostavil te glasove, ne? Ker jasno je, Golob, ne vem, na 42, koliko je imel procentov na prejšnjih volitvah, ne bo več prišel, ne? Ampak v 42 do nič je vseeno velik, ne? In zdaj, kdo bo tisti, ki bo dostavil te Golobove, da tako rečem na rekovajih, glasove, če se njemu prehitro odpovejo. Mislim, da je to zdaj ta dilema in zdaj ne vejo nekako, kako bi njega ohranili, ker seveda ne, v tej sveti vojni proti Janši, anti-Janša vojni, vsak glas šteje, vsaka stranka, vsak politik, ki kak glas lahko prenese na volitvah šteje. Po drugi strani pa tako, ko ga imamo verjetno mi vsi poln kufer, navadni ljudje ga imajo oni še toliko bolj poln kufer, ker če se Golob ne bi obnašal tako, kot se obnaša, se mi danes ne bi pogovarjali, da je najbolj realna možnost, da je relativni zmagovalec naslednjih volitev Janez Janša. Zdaj, isto velja, Miran, postavim te vprašanje, nadaljujem, no, pa isto vprašanje velja si se tudi Aljuš zate, ne. Zdaj Golob tu ima neko posebno taktiko, ne. Zoran Janković, takrat, ko je bil pač detektiran sa strani KPK in pa Janez Janša, te taktike nista imela, ne. Golob je v bistvu tukaj vse prepustil odvetniku, ne, Stojanu Zdolšku. Zdaj, zakaj po tvoje? Ja, težko je reči, zakaj. Korporativna logika. Ja, verjeten ima večjo možnost plačevanja odvetnikov torej mimo svojega žepa, ne, kot sta to imela recimo Janez Janša in pa Zoran Janković, vendarle ona dva sta bila politika v smislu, dobro, Zoran Janković je bil v Mercatorju, pa je bil tisti Mercator potem privatiziran, verjetno Zoran Janković ni imel več, bom rekel, nekega vpliva. Janez Janša ni bil nikoli v državnem podjetju, ne. Golob pa vendarle drži še neko roko nad genijem, ne, in vidimo, da tudi Stojan Zdolšek zelo bogato posluje z tem genijem. Hkrati pa Golob noče povedati, ne, če plačuje Zdolška, oziroma koliko ga plačuje. Skrivajo se te podatki in mogoče je pa to razlog, da se potem Stojan Zdolšek pojavlja več kot bi bilo to pričakovano. Drugi razlog je pa ta, da je v svoji osnovi, kakorkoli je narcis, Golob zelo nesamozavesten človek. Ni ali pari Janši in pa Jankoviću, ki sta nekako politična alfa samca. Ta se bolj skriva za, vidimo tudi v zadnjem primeru, zdaj te zgodbe z Dodikom, on se skriva za ljudmi, ko pride do sranja, prostite izrazu, se on skrije, in v prvo vrsto poriva druge ljudi. Tako da tle mislim, da se skriva ta odgovor o večji aktivnosti odvetnika Zdolška. No. To se pravi, če jaz pa razumem, zdaj Golob v principu v zadevi KPK ne upa pred kamere direktno, ker bi ga recimo vsej... Ne upa. Ampak poglej to logiko, se spomniš, kako, zdaj pri Golobu je zanimivo to, ves ta čas so nas želeli pripričvati, kako je on vrhunski menedžer, alfa samc, dobra bejba in podobno, na koncu vidiš, da je navadna reva. Na koncu vidiš, da je navadna reva, ki je na besedah sicer močan, to je tistega vica, bom rekel, tistega zajčka, gozda, medveda in pa piva, približno tako se on obnaša, po 2 urah ali pa pri dejanjih se pa pokaže ta njegova nesamozavest. Tako da tle se jaz mislim, da skriva odgovor za Stojana Zdolška. No, jaz malo tudi razmišljam mogoče v tej smislu, da pač želi s tem pokazati, da ne gre za politiko, da gre za pravo. Za pravno vprašanje, s katerim se bo recimo lahko potem dlje časa spopadal, pa v bistvu pojivo na stran. Seveda, da je delček prava, ampak KPK je prvo, kar je politični, zame osebno je to politični organ. Ja, to niso sodišče. Postavlja ga politika, do zdaj smo imeli vendarle neke ljudi na čelu, ki so bili del nekega omrežja,
Tako da tle je, lahko govorimo formalno, se vsak lahko sklicuje na pravo, ampak tle govorimo predvsem o politiki. Mogo bi pa po mojem lučno vsekako zdaj, če ga tukaj novinarji, recimo Suzana Kos konkretno v tem primeru sprašujejo, koliko plačuje Zdolška in kako ga plačuje, to bi Golob kot predsednik vlade absolutno mogel povedati. Zdolšek ga ne brani v neki prometni nesreči, brani ga v neki zadevi, ki ima neke politične posledice. Ne, absolutno, tako kot pravi Miran, jaz mislim, da je splet vseh teh razlogov, Prvič, po mojem mnenju, Golob nima nobene kredibilnosti več, in zaradi tega tudi v takih zadevah, kjer je osebno upleten, je najslabše. Mogoče se zelo bojijo, kaj bi povedal, Najslabše, da bi se on javil, ker recimo, če ga primerjamo s kakšnim Jankovićem ali pa Janšo, ona dva sta bila kredibilna pri svojih političnih podpornikih, in tisti, ki pa so bili njuni nasprotniki ali pa niso bili za njo, tam nista imeli kredibilnosti. Golob, po moje, tudi pri svojih podpornikih nima več nobene kredibilnosti. Drugo, če se skriva za odvetnikom, v bistvu sporoča, da s tem nima nič in da tu ne gre za neko politično vprašanje, čeprav v resnici, če mi preberemo Bojan Miran, Komisija za preprečevanje korupcije, se pravi, tu gre za korupcijo, se pravi, Golob je v postopku zaradi korupcije, kar pomeni, da če držijo te neuradne informacije, ki so bile objavljene v medijih, da je človek koruptiven, pomeni, da imamo mi koruptivnega predsednika vlade. In to je v prvi vrsti politični problem, ker on je najprej predsednik vlade, potem je pa vse tako, potem je tu obrnjeno dokazno breme. Se pravi, mi imamo potencialno koruptivnega predsednika vlade in to je jasno, da to najprej, kaj to potegne za sabo, so politične posledice, potem pa vse ostalo. In najprej, kar se mora zgoditi, zato da bi se lahko proces kasnejši sploh stekel pred sodiščem, pa je, da se razreši njegov status. Ker tisti hip, ko imamo mi predsednika vlade v nekem postopku, sodnem ali kakem drugem, ima cela država problem. Vemo, kako je bilo, ko je bil v postopku oziroma obsojen in potem celo zaprt šele kandidat za predsednika vlade, Janez Janša takrat, in kakšne vse posledice je to za sabo recimo potegnilo. Zdaj imamo pa predsednika vlade, ki potencialno lahko konča enako, kot je rekel naš kolega Dejan Steinbuch, da bo prvi, ki ga bojo v Lesicah odpeljali z Gregorčičem. Ampak to, kar Miran pravi, glede tega skrivanja, to pa verjetno drži, Golob se zdaj skriva tukaj recimo za Zdolškom, načeloma se pa vedno skriva zdaj za kabinetom svojim, on je kot iz tistega mima, ki psa lajata en na drugega, pa se pa zrsna vrata odprejo, pa nehata in potem se zaprejo, spet lajata en na drugega. Kako je rekel Miran, Robert Golob nikoli ni bil svojih bitk. Zmerom so to za njega počeli neki drugi. To je prvo. Drugo pa, ne vem, če je on, odkar je bil star mogoče 12 let, sploh navajen pojasnevati kakšna svoja ravnanja komorkoli. In to je pol težko. In ni dvakrat za reči, da ta njegov pristop ni bolj učinkovit, ker vemo iz izkušenj, Janša pa Janković sta tam poskušala dokazovati svojo nedolžnost, kar ima na koncu tudi ni nič pomagalo, ker vemo, kako se je zgodba razvila. Mogoče Golob se je iz tega kaj naučil, ali pa mu je celo njegov politični boter Zoran Janković to svetoval, se pravi, ti sploh nič ne razlagi, pa itak bo šla zgodba svoje pot. Zdaj, ti si zapisal v eni od teh svojih kolumn, da kabinet predsednika vlade, celo javnosti, zdaj to je bilo sicer povezano z tem primerom Aleša Štrjancarja pa njegovim Twitterjem, da kabinet predsednika vlade celo zdaj sporoča javno stanja, psihična stanja. Emocionalna stanja. Ja, pa to je točno to. Se pravi, mi smo bili priča neki medijskemu stampedu, kjer naj bi nek tweet nekega, zdaj ne moramo reči, da je Aleš Štrjancar, kdor si bodi, posebej, če se pogovarjamo o tej oddaji, o kateri se pogovarjamo, ampak vseeno ni to nekdo, ki bi rekel, da z besedo ali pa s tweetom postavlja pa odstavlja predsednika vlade v Sloveniji, daleč od tega. Ampak mi smo bili pa soočeni z neko situacijo, kako zdaj to malo da ne ogroža ustavni red, ali ga pa celo ruši in tako naprej. Ampak to ni, zdaj, če je Golob in Gabrova, če sta ona dva prizadeta, človek pričakuje, da ti poveš, da si prizadet. Recimo, ko je na enak način, na priklic bila prizadeta Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, zaradi neke oddaje, ki sem jaz slučajno vodil in kateri je nek psihoanalitik nastopil. Sicer so to njej tudi sporočili, da mora biti prizadeta, ampak ko so ji sporočili, je ona začela komunicirati, da je prizadeta. Ni to počel recimo kabinet predsednice Državnega zbora na mesto nje ali pa neka PR služba. Tukaj imamo pa fascinantno situacijo, kjer sta ona dva kakor zgrožena, se bojita celo za svojo varnost in ne vem kaj še vse, ampak to zvemo od nekoga, ki je plačan za to, da ne da sporoča kako se ona dva počutita, ker potem bi jaz pričakoval, da vsak dan recimo sporočijo, ne vem, predsednika vlade boli zob ali pa Tina Gaber, pa se slabo
bolniške, se slabo počuti, ker so tisti dnevi v mesecu, ne, in tako naprej. Ni to stvar pač kabineta, ne. Ampak pri nas, kjer je cel program Robertine, se pravi vladajočega dvojca, njuno življenje, ne, in očitno bo vrhunc izvedbe tega programa, bo zdaj ta njuna napovedana skorajšnja poroka, ne? Pa se ni začuditi, da ker seveda, če je program Slovenije pa program vlade Roberta Goloba pač njun life, ne, da tako rečem, pa pač nam sporočajo stvari iz tega. Mogoče sem to stavek še bojen, pa še en moment je, ne, ki jasno kaže. Vidva sta, ker spremljata to priče dogodkov, da ta estradna politika Goloba zahteva, da kar gre njemu v prid vedno isti moment objavijo njegovi mediji. Ali to cenzurira, torej Cirman ne cenzurirano RTV. Skratka, tukaj pa ne. Tukaj so pa celo, ne, če držijo informacije, je Stojan Zdolšek zahteval prepoved, oziroma, to lahko zahtevaš ali ne, ampak skratka, zavlačuje se z objavo tega poročila. In to vse kaže, da tukaj ne gre Golobu v prid ta odločitev. Ne? Tako da navadili so nas na to, ne, da vsak najmanjši, ne, se pravi, ne vem, ko je Dončiča prijel za roko, je bilo to v isti moment objavljen, ko je, ne vem, karkoli se je zgodil, kar so oni ocenjevali, da je to velik uspeh, Goloba so v isti moment objavili, tukaj pa ne. To poročilo ga očitno res skrbi, tako kot so ga očitno res skrbele tiste preiskovalne komisije. Eno je pač, kaj mediji nekaj govorimo, pa pišemo, pa debatiramo, drugo pa je, če se seveda to pojavi na uradni spletni strani KPK, pa se to v parlamentu dogaja, pa to sem te hotel še Miran vprašati. No. Zdaj, ne vem, če ste to pač opazili, no, vse, jaz sem to na nek način opazil. Potem, ko so se začele zelo resno v te stvari okoli KPK-ja sred poletja, je naenkrat Golobov kabinet počel ven informacijo o tej poroki, ne? O tej poroki, ne? Skratka, ne gre samo za to, da je pač njun vladni program, njuno osebno življenje, ampak očitno tudi uporabljata, ne? Jaz mislim, da to odvrača na pozornost. Jaz mislim, da ta ohcet je bil nekako, kar se reče po domač na lagarju, ne? Da se ga povleče ven. Napovedal za jesen. Da se ga povleče pač ven, kadar bo najbolj nujno. Zdaj, težje zadeve, kot je ta KPK, pustimo zdaj, da Golob ne razmišlja o ugledu države na zunanje političnem področju, to je njemu šetsko jedno. Ne? KPK ga je pa očitno zelo rano. Ne? In je mogoče, lahko da tudi sopada, ampak dejstvo je, da zdaj se želi s tem ohcetom nekako preusmeriti pozornost iz teh njegovih težav v neko sladko življenje teh, bom rekel, reviza frizerske salone, ne? Romantiko in tako, podobno, kjer bi ga prikazali kot človeka, ne, brižnega človeka, ne pa kot družinskega človeka. Tako, ne pa nekoga, ki je pravzaprav pojem korupcije ta moment v tej državi. Ne. Ampak zdaj očitno, kabinet nam tukaj zdaj že cel vikend ne sporoča, ki se druga vprašanja povezana z delom Goloba ne odgovarja, ampak tukaj pa plasirajo tisto, kar želijo. Veliko debatira to, kar je program vlade. Program vlade, ja. Zdaj najete očitno tale državna vila Tartini, ne? In zdaj pač razlagajo o tem, kako bo poroka skromna, intimna, zasebna. Ne, to zdaj razlagajo zdaj 10 dni zadnjih. Ja, ampak hočem reči, prej pa smo vedeli, da se pripravlja, da je bila poroka mišljena kot velik mednarodni dogodek. Ne vem, so zdaj gledali tisto podvokce Cece pa Arkana, ker po napovedih je bilo približno tako. Ne? Jaz sem še čakal, da bojo narodne noše, kakšne, ne vem, iz obdobja Jugoslavije, recimo, ki sta oba privrženca tega. Očitno jim je to padlo v vodo, ta koncept, ne? Pa zdaj igrajo na karto skromnosti, ne? Tako bi se dal razumeti, kot pravim, zadnjih 10 dni se nekako igra na to karto zasebnega kroga, skromnosti in podobno. Prej je bilo to dosti bolj, se nekako tudi njegovi novinari so pisali, rekel, ki so v koaliciji z Robertom Golobom, so pisali o možnih prihodih Macrona, Sancheza in podobno. Zdaj, a je ta politika slovenska... Čakaj, hočeš vedeti, da je dobil nogo, kako na nek način? Vem ne. Lahko si pa predvidevam, ker znajo pa odreagirati. To je ta estradna politika, da če ti ne uspe nekaj, potem si hitro prilagodiš v drugo skrajnost in predstaviš javnosti, ker po mojem okusu malo preveč pritiskajo s to zgodbo skromnosti zdaj, pa zasebnosti. Če pa bo stalo več 10 000 evrov, 50, 60 000. Ona dva v 3 letih nista delala prav nič dosti zasebno.
Vse sta delila niti skromno, ne. Niti skromno. Skromnost pa... Tako da mal se mi zdi to za lase privlečena zgodba, no, da je pa zdaj kar naenkrat ta ohcet pa odločen. Pa torej, če hočeš imeti neko skromno, zasebno in pa ne greš v Tartinja, ne greš pač, ne vem, v Societ, koliko je Vlado Bizoviča. Ali pa ne vem, greš nekam, ker se poročiš v krogu prijateljev. Sporočiš, da si se poročil. Tako. Sej imamo znane pare, ne, iz estradnega sveta, ona dva sta v bistvu estradni par, sta nekako zašla v politiko, ki so tudi že to naredili. Ne, ta ohcet je fascinantna, bi rekel, iz antropološkega vidika, ne, kaj se tu antropološkega vidika, kaj se tu vse dogaja. Ja, ker recimo je zelo hitra poroka, ne, se pravi, mi smo od prve novice, ki je prišla v medije, praktično mesec dni, pa se bo ohcet že zgodila. Ne. To je ena recimo stvar. Ne. Drugo, če je bila mišljena neka... Celo 3 tedne skoraj, da je pa še manj kot en mesec, neka velika poroka, ne, se pravi, tak bi rekel, taka res estradniška. Če zdaj ugibam, kdo bi bil za to v tem pač bodoči zakonskem paru, verjetno bodoča soproga, ne, ker Golob izpade hodre, ne, na takih stvareh in to on ve, se pravi, no, on tam ne bi mogel. Ne. Zdaj ta politični vidik, recimo, kdo pri zdravi pameti misli, da bo prišel predsednik Francije igrati statista na poroki predsednika slovenske vlade z neko osebo, bi rekel tak nenavadne, no, da ne bom preveč, zdaj, če se ravno poročita, preveč ostar, po kateri imajo verjetno francoske obveščevalne službe neke podatke za to, ne? Ki je pač dosti tudi tam se gibala, ne, po terenih, ki so ali neposredno pod ingerenco Francije ali pa, bi rekel, za njih, kot bi rekli Srbi, pod posebnom pažnjom, ne. Po Monte Carlo, mislim. Recimo, ne, se pravi to. Pol ta ideja, da bo to zdaj zasebna stvar v državnem objektu, ne. Predstavljamo si, recimo, ne, pol, da je to skromno glede stroškov, kar si že ti omenil, Bojan. Se spomnimo, kak vihar je nastal, ne, ko je Borut Pahor, ko je bil predsednik vlade, imel pač nek tak svoj, bi rekel, iskren izliv čustev in je jamral, da ne more svojo plačo preživeti, ker takrat sam pokrival stroške svoje reprezentance, ne. Zdaj predstavljate, da bi recimo Golob pa Gabrov ali pa zakonca Pirc Musar sami pokrivali svoje stroške reprezentance, ne? In kak vihar je takrat nastal. Ne? Zdaj, jasno nam je, da Borut Pahor zdajšnjo plačo bi si verjetno lahko privoščil tako poroko, odkar dela za kitajske multikorporacije, s tisto plačo si ne bi mogel recimo privoščiti take poroke. Ne? Skratka, to je vse, kar je okrog tega je zlagano in jasno je, tako kot si ti rekel, da je to nek političen projekt, ki je bila, saj če že ne odločitev za njega, pa odločitev za termin, se pravi, kdaj se to zgodi, je bila čisto politično sprejeta. Ne? Korona vsega tega za moj okus, s tem končujem, je pa to, da ti hip, ko ti daš Zorana Jankovića za Mašnika, Matičarja, te poroke, je jasno, da tu ne gre za pač neko poroko, ki je zasebne narave, ki je v ozkem krogu in tako naprej. Ja, ne vem, no, Janković se pravi, da bo tisti dan poročil še 4 različne pare. Ja, absolutno, jih bo poročil, zaradi mene tudi 7, ne, ampak govorimo o županu Ljubljane, govorimo o predsedniku vlade, vemo, v kakšnih relacijah sta, vemo, v kakšnih relacijah v končni fazi so vsi trije, ne, in zdaj tu govoriti, da tu gre za neko, pač bi rekel, iskren izkaz ljubezni, ki zanima samo srečno poročenca, ne pa tiste, ki so jim najbližje, je seveda larifari. So pa zdaj še te informacije, da bo Tina Gaber po tej poroki, zdaj ne vem, kakšni bodo priimki Tina Gaber, Golob oziroma Robert Golob Gaber, da bo ona formalizirala to svojo vlogo, ne, oziroma pozicijo soproge, predsednika vlade. Lahko, da bo dobila menda celo neko pisarno, zelo nenavadno bi bilo, in da ne bi postala celo prvi obraz predvolilne kampanje Svobode. Ja, to se govori. Zelo nenavadno bi bilo pri ženski, ki res vsako svojo priložnost izkoristi do maksimuma, da ne bi tega izkoristila. Zdaj, tle je mečkan en trik, ne? Ali se oni zavedajo pravzaprav, da obraz Tine Gaber Gibanju Svoboda ne prinaša nič, oziroma prej odnaša kot prinaša in bojo tle tega povedati. In bojo tle pač odreagirali. Ne? Dvomim pa, da se bo ona odrekla, ne? Zdaj to je neka še dodatna vez, ne? Ker bo ona začutila še dodatno, bom rekel, se poklicano, da v politični prostor torej zahaja svojo pojavo, svojimi odločitvami in podobno. Ker se bo žena, ne? Seveda. Ona je dejansko neka slovenska Evita Peron. Tako, ne? Kjer v bistvu je on pripeljal, ne? Se pravi, če rečemo Robert Golob, Juan Peron jo je pripeljal do tja, ampak pa je pa ona rekla, poslušaj, zdaj pa bi jaz to imela še naprej in jaz mislim, da pri njima to znotraj enako figurira. Ne? Jaz mislim, da je Tina Gaber sama pri sebi prepričana,
da bosta ona dva odletela z oblasti. Ne? Zdaj, če sem imel neposredno kot dva usrana Goloba ali pa usran Golob pa Golobica, če ne bo ona prevzela vajeti. In zdaj vse kaže, da bo ona res dejansko začela prevzemati vajeti, ne samo v ozadju, ne? Ampak bo celo stopila v ospredje. Tukaj mislim, da bo zdaj ta premik nastal. Kot Evita Peron. In potem lahko samo čakamo, da bo na neki točki zapela na joči za mano Slovenija. Ja, lej, pravzaprav razmišljam. Malo je smešno, ampak tako je stano. Smešno je, Bojan, prosti, smešno je, če to Argentini, ne? Pa ne vem, toliko let nazaj, če pa to danes v Sloveniji, pa ne več. Pravzaprav, nekako smo se, to hočem povedati, nekako smo se, otopeli smo nekako na to politično estradništvo in to je tista žalost, ali pa tista skrb, ki mene pravzaprav meče v neko, ali pa mi daje vedeti, da vendarle vsi ne bojo razmišljali tako. Ne? Del, bom rekel, tistih nekih ljudi, ki so nesporno, ne za Goloba, ampak za Tino Gaber, bojo v tem videli spektakel vreden politične podpore drugo leto. Ne? In to je pa tisto, kar me skrbi. Ne? Mi smo enostavno utopili, ne znamo več pogledati političnih programov, ne znamo več ta celofan umakati in pogledati vsebino, ne? In en del seveda bo padel na ta balkanski štos Tine Gaber, ne? Na to estradništvo. Ne? Zdaj, jaz upam, da bo tega čim manj, ne? Nekaj bo, upam pa, da bo čim manj, ker enostavno ta država si več takega estradnega para ne more privoščiti. To je moja ocena. Misliš finančno? V vseh pogledih. Če gremo številke gledati. Ja, če pogledamo realno, ne, mogoče, če samo vklicani doktor davčnih utaj, ne, je zdaj soočen z nekimi, po mojem mnenju, sicer verjetno falsificiranimi posnetki, ne, kako pač prijema 100,000 evrov zato, ker pozna tako in drugače Tino Gaber, ne, vemo, kaj je rekel o njenih obiskih na njegovi jahti, ne. Dobro obveščeni pravijo, da to je sicer falsificirano, ampak verjetno pa vsebina pa drži, ne. Mislim, po resničnih dogodkih posneto, ne. Se pravi, v čem se mi pogovarjamo sploh ta hip, ne? Se pravi, mi res podcenjujemo to, v čemer se dosti tudi pri tebi vdaji Bojan pogovarjamo, vedno znova, nažalost, ta srbizacija, pa spet, ne, to ni zdaj etnično, bi rekel, negativna konotacija ali pa kako drugače, ampak ta neka srbska politika, ki zdaj k nam udira skozi vse pore, ne, opozicijska in pozicijska celo, kar je fascinantno, ne, se pravi Slovenija nek raj za, kot smo pred leti smo poslušali, da je Slovenija raj za italijansko mafijo, ne, ker pač tudi konkurenčne si družine imajo tu neko, kot čas olimpijskih iger stare Grčije, ne, se pravi, paktu nenapadanju in tako, ne, in zdaj v bistvu nekako tudi, ne, te Srbi, ki so si tam, bi rekel, teče kri, so na barikadah uličnih, ne vem kaj, med sabo tu pri nas z roko v roki v Sloveniji sodelujejo, in mi zdaj postajamo ta neka Srbija, ne, Srbija zdaj nekako luč na koncu tunela, da bi se mogoče končno počasi tega znebila in postajala neka normalna evropska država. Mi pa gremo zdaj z druge smeri v ta isti tunel in tisto luč, ki oni vidijo na koncu tunela, mi tudi že komi vidimo, ker smo že toliko na drugi strani tunela v skoraj popolni temi. Ne? Dobro, zdaj bomo pač videli, no, kakšni intimi bo ostala ta poroka, ne? Zdaj, ker dostop do medijem je kako je prepovedan, ne, čeprav verjetno... A prepovedan zato, da se bo lažji šeftal, slikami verjetno, ne? Verjemi, da se bodo pojavljali. Ne, seveda se bojo, ne, ampak verjetno se bo šeftal s tem. Čeprav, kaj se tiče te fotografije, me pa ful preseneča, da za enkrat se še niso pojavile slike za skupnega dopusta Urške Klakočar Zupančič, ne? In pa Boja Zuljana. Ne? Viš, mogoče pa bolje, tako da celo me mogoče navaja, podcenjujemo, ne? Celo bi lahko rekel, veš, niti več nujno, da se skupaj še, ne? Ti greš v to smer. Pusto, ne, ker to je res nenavadno, ne? Vse ostale fotografije vidimo, tega jaz pa še mislim, ni, da tle, če smo malo žlek, bomo rekli, da tle je bistvo pogodba, ne? Če je še kaj denarja na stranki ustal, ne? Za produkcijske storitve. Ta denar se je šel za poroko, ne? Ja, zdaj, tvoj zapis, ne, GNI je poslal demanti, ne, da pač oni ne financirajo Tine Gaber, vsaj v prvem kolenu, ne? Ja, vsaj v prvem kolenu. Gibanje Svoboda pa ni dala dobenega demantija, ne? Ja. A ti si povdahnil, praviš? Jaz sem si vdahnil, ja, da saj, če že plačujemo in toliko na mesec, da saj ni 30, da je samo 15. Ne? Jaz sem tudi tako razumel. Se pravi, pol so rekli, da ni res, ne? Se pravi, pol verjetno, ja, ampak ne glede na to, ne? Tako kot si rekel Bojan, se pravi, vsa politika tega zdaj tukaj je to. Ne?
poleti s helikopterjem predsednice, pa polivinil vrečke in oglični vtis na vodnem skuterju, ne, poroka tu Gaber, se pravi dopust, skupni dopust, Urške Klakočar in Bora Zulena, to je vse, kar imamo za prijeto roko, ker vse ostalo, kar primaš v roko, ne, zdaj vidimo, da že celo tako zadrto prorežimski mediji, kot recimo Nedeljski dnevnik, ne, morajo nekako priznati, da mogoče pa res se je stanje na področju zdravstva poslabšalo, ne, če na nujne posege ljudi naročajo 8 let naprej. Ne. Mislim, sej, jaz nobenemu ne privoščim, da bi se v takem položaju znajdel, ker sploh ne vem, kako na to odreagiraš. Ne. Ti veš, da imaš neko resno zdravstveno situacijo, a ne, da ne bom zdaj preveč dramatičen, da so ti mogoče dnevi šteti, če že ne ure ali pa minute, in potem ti reče, ja, ni problema, le čez 8 let boš prišel na vrsto, da te mi pogledamo. Ne. To je grozljivo, da se v neki državi, ki hoče biti razvita, evropska, v 21. stoletju, tu sred Slovenije, se mi v takih kategorijah pogovarjamo. Zdaj še en moment, ne? Zdravstvo poleg KPK je druga tema, pri kateri je Golob obljubil svoj odstop, če mu ne uspe. Ne? Ja. In jo je prevzel sam v roke, saj od takrat, ko je bivšega ministra za zdravje Bešiča Loredana se poslal. In mu ni uspelo. Mojem pa reči, da ti si objavil na Facebooku, ne, zapis Marka Noča, ne? Ja, jaz sem se dolgo ukvarjal s to mislijo Marka Noča in sem rekel, bom dal ven nekako, da sebe olajšam. Res smo bili, ne vem, no. Ja, sej, podobno tudi sicer na nek način velja za Radoniča, ne? Tudi. Ampak pazi, ko po drugi strani potem pogledaš sloves, ne, Erika Brecla, ne, vizavi recimo Marka Noča, ne, ki velja Erik Brecla, tako pravi večinski mediji, velikega borca proti korupciji. Ampak ni pa za njim v bistvu dobene take konkretne zgodbe, kot jo je imel recimo Marko Noč. Kirurg Brecel je pač, jaz ne vem, a je bil tak od nekdaj, pa nas je bleferil, ali je pa enostavno v tej vladavini Goloba prišel do svoje prilike finančnega zaslužka, ker to, kar pa on gleda dnevno in ustraja v tem, jaz nimam bolj logičnega. Upravičuje to, hkrati pa za svojo pojavo to pokriva. Ne? On daje legitimnost. Se to je hujše od tistega, ki to dela, če mene vprašaš, Mire. Je pa on borec proti korupciji za moj okus, kot je bil Miro Cerar pravni strokovnjak. Ne? Se pravi v Odmevih, ne? Po možnosti pri Slavku Bobovniku je bil blazen pravni strokovnjak. Tisti hip, ko je prišel na mesto predsednika vlade, smo videli, koliko je to vredno. Dobro, predlagam zdaj, da rečemo še besedo ali dve okoli te helikopterske afere Nataše Pirc Musar, pa ne, da zdaj obnavljamo. Ne? Mene predvsem bi prosil vajno analizo, pa vajen pogled na to, da to ni pismo, ki ga je zdaj objavljeno na socialnih omrežjih. Ne vem, si ga ti bral? Mislim, tega nisem mogel, sem šokiran, ko sem to bral. Nisem mogel verjeti. No? Tudi jaz, sploh v dobi... Vem, da hoče imeti zadnjo besedo, ona, da je pripeljiva in tako dalje, ampak da pa greš to pisati, to piše. Sploh v dobi, ko, ne vem, rabiš telefon, hitre prste, utipkaš in vidiš, ne, da je podatek policije bil tist realen, ne, da je to številka okoli 10,000, ne, torej tega... Pa to je zreducirano. Pa verjetno zreducirano, ne. To, kar nam je pa ona... Že amortiziran strošek. Ja, to, kar nam je pa ona... Ampak, pazi, tle vidiš ta odnos do države, do državljanov, do davkoplačevalcev, do vsega. Se pravi, pripravljeni so zavestno, v Sloveniji, ne vem, kdo tipka po telefonu, toliko in toliko tavžent ljudi bojo šli preverjati to, ali pa, ne vem, lahko tudi 100 tavžent ljudi bojo šli preverjati. Važno je, da tista velika večina, ne, verjame mojim besedam, da to mediji, naši mediji naredijo verodostojno in mi smo tam. A ti veš, da je ona dejansko zapisala, da je helikopterski prevoz cenejši od taksija? Ja. Ali pa od... In pa tudi to, nekaj je bilo meni malo, da ne sme obstati v gneči. Seveda, da ne sme. Sej ne sme obstati tudi reševalec. Ne? Zato so te reševalni pasi, zato so hitri pasi, zato so vse te stvari. Ne? To bi lahko bivši minister Patrik Vlačič razložil, kako to gre. Lučkice, ja. Pač ne obstoji. Ampak ne bi bili celo upravičene lučke. Ne? Po drugi strani pa vprašanje zdaj, če je ona na dopustu. Ona se zdaj sklicuje, da je pač ljudem obljubila, da bo prišla. Jaz mislim, da jim Ben ne bi zameril, če bi dala v njen kabinet, ne, da je ženska pač na dopustu, ne, da so poletne razmere in da ona pač ne bo, da se upraviči. Tako kot se upraviča za vsem Aga potem, ja, ne? Ker ni upala videti helikopter, ne? Tam se je kot kalimer, torej kot nek užaljenček teža. Ja, no, lej, jaz mislim, Bojan, nima pa te sreče, da bi se lahko poročila, kot si ti zapisali. Mislim, ne še, ampak počakmo, ne, ona ima... Ne, jaz je zanj spraševal, kako komentira govorice, nisem si zdaj še tega objavil, ali se res ločuje ali ne, in je napisala, ker zdaj po novem odgovarja, veš, ne? Aha, okay. Striktno odgovarja na vprašanja, da se ne ločuje. Ja. Ne, jaz verjamem, da se ne, ker
če bi se slučajno bila v postopku razveze, bi spet postalo aktualno to vprašanje njene pač dejanske spolne usmeritve. Ne? In to je tudi en problem, s katerim se bomo mogli nekoč v Sloveniji soočiti. Ne? Če imaš ti predsednika republike, ki ne more pač odkrito govoriti o svoji spolni usmeritvi, pa je vse ostalo brez veze. Ampak to glavno tisti, ki so najbolj za človekove pravice. Ampak pustimo to. Pustimo to, zdaj si odprl. Ko si rekel, to ni za to poletje, to je za kasneje. To, kar si rekel, ta njen odgovor. Spomni se, kako je bilo, ko si ti med prvimi, če nisi bil celo prvi, objavil, da ga pač Boris Zuljan in Urška Klakočar Zupančič sirjete, da imata pač izvenzakonsko razmerje. Kakšen je bil odziv Urške Klakočar Zupančič? Prizadeta, spet podobno, šokirana. Laži, same laži. Lažejo, zadel, merili so v srce, bi rekel, nekdanji Načkov Rode in tako naprej. 2 meseca zatem, največja ljubezen na svetu, se pravi zaljubljenca, ovo, ono, drugo, tretje, čisto normalno. In je sta odgovor pač Nataše Pirc Musar, vidim čisto enako. Se pravi, ni važno, kaj je res, ni važno, a sem jaz pojedla svojo besedo, a sem zanikala vse, kar sicer počnem, a se obnašam oholo, a zlorabljam, ker še enkrat, eno so stroški, ampak drugo, mi vemo, koliko ima Slovenija sredstev za kaj. In gotovo nismo kupovali policijskega helikoptera zato, da se ona zdaj z njim vozila po Sloveniji. Pa sta po Sloveniji. Se pravi, kjer kljub tem silnim zastojem, ti v 4 urah prideš iz Murske Sobote recimo v Koper. Če nimaš lučk. Če imaš pa lučke, pa verjetno prej, pa zvečer, pa še prej, pa zvečer, pa še prej, pa tako naprej. Za udeležbo na prireditvah, ki so vnaprej znane, kdaj so in tako naprej, so ni nek ad hoc to dogodek, ni dobila vabila v ponedeljek, pa je mogla v petek tja prijeti. Skratka, vse je bilo znano vnaprej, tudi verjetno dopust svoj je načrtovala vnaprej in tako naprej, ki je to povezano z vsemi njenimi obveznostmi. Kar seveda sam dokazuje, da ona vidi vso infrastrukturo v Sloveniji, kot da je njej privat na voljo. Podobno kot tudi Robert Golob, pa recimo Tina Gaber. Zdaj sem ravno dan, 2 nazaj sem prebral en tweet, da lastnik Ryanaira ima neko taksi službo, ki ima samo en taksi, ki je namenjen temu, da njega vozi, ker potem s tistim taksijem se lahko vozi po teh avtobusnih taksi linijah, da hitreje prije od točke A na točke B. To je točno to. Se pravi, ta ima taksi, pa je privatnik, pa lastnik Ryanaira, Nataša Pirc Musar ima v policijski helikopter. In z njim leti okrog. Jaz se spomnim enih besed, mislim, da to zgodbo tudi ti poznaš, oziroma poznaš vire, pa jih ne bomo imenovali. Gre pa iz teh, bom rekel, iz varnostnega sektorja državnega, ko so nekoč zdaj se ne spomnim niti dobro, ali za nekega premijera ali ministra rekli, da odkar je odkril helikopter, ga v avto več ne spravimo. In to je tudi, to se dogaja Nataši Pirc Musar. Se pravi, letos celo poletje je bilo načrtovano, ženska, ki lahko gladko pošlje račun na Rdeči križ, in to fiktiven račun, kot so poročali mediji. Policija je ovadila za to, ta postopek še ni zaključen. Pričakovati od nje, da bo potem, ko enkrat odkrije helikopter, se želela z avtom voziti, to je res iluzorno. Sam si napisal, da je to ena najbolj bahatih in arogantnih biti torej javnih oseb v državi. Je pa seveda grozno, da ljudje nekoga, ki je izstavil fiktiven račun na Rdeči križ, grejo na volitve. To je pa zgodba, ki bi jo, se strinjam. Sploh pa tista slika, ki z nekega, ne vem, vašara srpskega, 2 vrečkici, veš, kot da v enem so kolački, v enem so... Mislim, urad mi je poslal pojasnilo, da je bil v eni vrečki steklica džina, lokalnega džina, v drugi vrečki pa da sta bila 2 kifelčka. Pa se to veš, večji so gledali bistveno težji. Jaz se smejem, meni to norno. To so tisti lokalni pijančki, ki jih jutri recimo srečaš, ko grejo samo po strežne trgovine, imajo tudi 2 vrečke, v eni imajo pol štruce kruha, v drugi pa pač neko žgano pijačo. Sej tudi to, če bi bili zdaj mi če bi hoteli biti zelo natančni, kaj pa oglični vtis teh 2 vrečk, se pravi, vse, kar ona počne, plastične so bile očitne, je kontra temu, kar govori. Kar je govorila. In potem se potolaži s tem, da se tam, ko neka najstnica se preganja tam z nekimi vodnimi skuterji in pol to objavlja kot nek vrhunec, pač neke bi rekel, prostočasne počitniške aktivnosti. Ampak to je njihov vrhunec, to je žalostno. Hodi na sladoled, ne vem, na Strmol z motorjem. Ne bo objavila, ne vem, z možem hikinga ali pa pohajanja po hribih, ne vodni skuter. Ta primitivizem. Ta primitivizem, vodnega skuterja. Poleg
Goloba verjetno edina, To je za me eden najbolj primitivnih športov, no? ki bi Da se voziš lahko, te vodi ja, skozi, temu res ja. težko reči šport. Ne? Ja. To je življenje. Ne? To je življenje. To je življenje. To je kot, da se z motocross Ko tudi motorjem pokusiš preganjaš enkrat po, tam, ne, po pa Triglavskem tako, ne, narodnem ja. parku. Ne? To je isto. Ja. Ne? Se pravi, hlapi, bencin, to vse, okoli tebe pa čudovita narava. Ja, ne? in pa ne vem, tudi nemir med kopalci, obiskovalci in podobno. Ja, ne. pa spuščaš v morje. te Dobro, stvari, jaz ne. predlagam, da gremo naprej. Mi smo tukaj veliko govorili o tem srbskem svetu. Ravno v tej uri sicer smo prvi začeli te teme odpirati in zdaj se je tukaj pojavila neka tema, ki postaja prvovrstna slovenska notranja politična tema, to je vprašanje teh sankcij zoper Dodika. Ne. Kar zdaj beremo v medijih, ne samo v Sloveniji, tudi izven Slovenije po Balkanu. Zdaj, ta petek, oziroma ta četrtek naj bi vlada debatirala znova o teh sankcijah Dodika, zoper Dodika, potencialnih sankcijah zoper Dodika. Zdaj, bral sem v ponedeljek spletni medij iz Sarajeva, ki piše, da naj bi sankcije v četrtek blokirali socialni demokrati, oziroma konkretno Matjaž Han. Zdaj, malo sem, bom rekel, poizvedoval nekatere podrobnosti, menda naj bi Han res v tem sodeloval, zaradi nekih poslovnih interesov, v igri naj bi bili posli, denar in podobno. Ni pa to čisto 100% preverjeno. Zdaj, danes pa beremo na vladnem portalu necenzurirano, da pa zdaj sankcije zoper Dodika zaustavljajo Američani. Zdaj, Miran, kaj se zdaj tukaj dogaja? Ja, naslednji bojo Marsovci. Ne? Ja. Samo Golob in Janković, samo Golob in Janković ne, kako? Dogaja se, zdaj pa lahko to rečem, strani Cirmana, mislim, tovarna zlobe. Dogaja se tovarna zlobe. Zlobe? Ja, to kot so oni poimenovali. To je medijska tovarna zlobe in leži v interesu torej Cirmanovi gospodarjev, Goloba in Jankovića. Jaz sem danes predodajal, ker je bil ta članek zjutraj, sem govoril s 4 kolegi iz Sarajeva, uredniki, novinarji in pa politiki. Si jim povedal, da Američani ustavljajo sankcije proti Dodiku, ki verjetno niso. Ne, so oni mene klicali, ker so bili zgroženi nad tem člankom. Zgroženi so bili s člankom. Jaz se sprašujem, kje pri Primožu Cirmanu se konča delo za gospodarja in se začne skrb za ugled države. Namreč, omenja Američane, zavedajoč se, da recimo bošnjaška populacija v Bosni in Hercegovini, ki je nekako naštimana tako, da čuva to Bosno in Hercegovine bolj kot pa Srbi in pa Hrvati oziroma pravoslavci in pa katoliki, gleda z neko posebno lučjo na Američane. Že zaradi tistega, bom rekel, dogodkov iz 90-ih let imajo neko simpatijo do njih in potem jih na taka zavajanja lahko preslepiš. Ne? In da greš to pisati zato, da zaščitiš interes Goloba in Jankovića, je sprevrženo. Ne? Še posebej ob dejstvu, da tudi Primož Cirman zelo dobro ve, da je ameriška administracija, vsaj predvidevam, da ve, jasno Dodiku povedala, da je igra končana. To dokazuje tudi tretji, zdaj že obiskal 4. celo, Željka Cvijanović, članice predsedstva BiH strani bosanskih Srbov, ki je na črnem seznamu, na črni listi, na black listi Amerike, CIA, in je tretjič že v Washingtonu. Tretjič. Kaj tle dela Cirman? Zdaj, da bodo ljudje, naši poslušalci in gledalci vedeli. Cirman pripada krogu Golob, Janković in naprej Kaja, Milanović, Dodik in podobno. To je nesporno. Puste, naj vas ne zavedajo ta raziskovanja tistih vil, pa ne vem kaj, ker tam sem jaz prepričan, da je vpletena slovenska Sova, ki je podala podatke Cirmanu. Cirman ni prišel sam. To je ena vidna, predna pa stojijo, ti imaš pa milijarde. In takrat so mal prali to, da bom rekel preko Cirmana obrnejo pozornost, zakaj mi vendarle ne damo sankcij in blokiramo premoženje, in potem so preko Cirmana želeli mal to zakamuflirati. Ameriška administracija, prej sem povedal, je jasno povedala Dodiku. Zdaj pa tam poteka pa en hud spopad znotraj SNSD-ja, torej te Dodikove stranke. Mednarodna skupnost je pripravljena podpreti Željko Cvijanović, ki deluje nekako bolj mehka, ženska in podobno, za novo predsednico in novo liderko bosanskih Srbov. Ta Dodikov del, predvsem s temi tajkuni, znanimi tudi spet iz slovenske zgodbe,
Kaja Milanović in podobno, KPL. pa tako, Stožice. tako, igrajo pa na zgodbo nadaljevanja, torej Igorja Dodika, sina, ki bi samo nadaljeval to politiko dinastije Dodik, teh tajkunov in podobno. In tukaj zelo prozorno zdaj Cirman kaže, kam paše, v kateri krog on sodi. Ne v krog, ki bi skrbel za mir in stabilnost Bosne in Hercegovine, ker torej, mir in stabilnost na Balkanu se tiče tudi Slovenije. Kdo si predstavlja 70-80 tisoč beguncev v Sloveniji? Samo še ta stavek. Tukaj se jaz sprašujem, kje je morala Primoža Cirmana, da gre na tak način zavajati slovensko javnost in glede na to, da so to prenašali tudi bosanski mediji, tudi bosansko javnost. Ja, no, jaz sicer mislim, da ni toliko vprašanje morala, ker tudi če... Ne, gre tudi za vprašanje tistega denarja, ki se je stekel na račun Vesne Vuković. Pa pač osebne integritete, ampak, kako praviš, Miran, sej v končni fazi on bi naj bil novinar, se pravi, ni njegovo, da on skrbi za mir na področju bivše Jugoslavije. On se kot prijatelj Bosne in Hercegovine zelo rad kliče v Bosno svoje kolege novinarske in govori, da je on prijatelj Bosne in Hercegovine. To je drugo, ampak tako, se pravi, to je naloga recimo politikov koga drugega. Se verjamem pa, da je vse res, kar si ti povedal. Jaz bi iz drugega vidika šel, se pravi, če gledamo zdaj Slovenijo, to, kar nas zanima, se pravi, kako bo Slovenija do tega odreagirala. Do zdaj je veljalo, da ne glede na, bi rekel, opcijo, ki je na oblasti, Slovenija stoji na stališču, da pač o nedeljivosti Bosne in Hercegovine. Se pravi, če so tam zdaj oblasti Bosne in Hercegovine pač sprožile neke postopke, sodne in ne vem kakšne druge, politične, pač Slovenija zdaj more to, če se s tem ne strinja, more to akceptirati. Če pa ne, more pa jasno povedati, zakaj pač je proti temu ali pa da sumi, da gre za nek foul play, se pravi za nekaj, kar ni v redu in tako naprej. V nobenem primeru pa se ne moreš ti postaviti na stran pač ene od treh entitet. Se pravi, to je odmik od tega, kakva je bila do zdaj slovenska politika. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje, ti s tem dejansko ne samo, da dopuščaš, ampak celo prilivaš olja na ogenj vsem tistim, ki pravijo, da seveda so proti sankcijam zoper Dodika, ker bi to njihovo ekonomsko podstat dejansko rušilo. In to pije vodo, ta logika. Sej ni treba iti daleč, sej imamo komunalno podjetje Ljubljana in tako naprej, kar ste že prej pač vidva omenjali. Se pravi, dejansko ljudem, ki so neposredni financerji in tako ali drugače, ljudi, ki so tu osebno upleteni, od ljubljanskega župana naprej, bi bili pač predmet teh sankcij. In da neka vlada, kjerkoli že je, zaradi nekega, bi rekel, zdaj že napol samodržca, neke entitete znotraj Bosne in Hercegovine, daje svojo in kredibilnost države na kocko zaradi nekih takih motivov, to je tisto, kar je spet naš največji problem. Ker tu ne gre za to, recimo, odnos do Palestine, kjer se mi lahko postavimo na eno stran ali pa na drugo stran. Tam noben nima, bi rekel, nekega neposrednega materialnega interesa, ni z njimi interesno povezan in tako naprej, niti z izraelsko stranjo, niti s palestinsko. Tukaj imamo pa to, in tu se zdaj oni pač, bi rekel, postavljajo na nek položaj, ki po mojem mnenju itak nevzdržen. Jaz te upam napovedati, oprosti Bojan, kdaj bo pač Milorad Dodik končal svojo politično kariero, ampak upam pa napovedati, da pač jo bo končal. In zakaj bi mi zdaj, se pravi, državo Slovenijo postavljali v položaj, kjer si bomo, kot si rekel, zapravili odnose z Federacijo Bosno in Hercegovino, zapravili še dodatno malo ugleda pri naših pač partnerjih v Evropski uniji pa na stran Atlantika. Zakaj? Zato, da bojo neki posamezniki, ki imajo tam nek materialen, zdaj zakonito ali nezakonito, to se sploh ne spušča v interes. Se pravi, smo spet na tej zgodbi, kako je država talc nekih privat biznisov, nekih tipov, ki so tako ali pa drugače zdaj na pozicijah, kjer odločajo. Odkot pa zdaj ta zgodba, da naj bi to Han imel nalogo, da se strani Jankovića, to, kar so pisali tudi bosanski mediji, da blokira sankcije zoper Dodika. Jaz sem bil šokiran, ko sem to prebral. Lahko povem, da sem tudi kontaktiral določene ljudi, se poskušal pozanimati, ali SD res stoji za temi, za to zgodbo. Bilo mi je demantirano, torej da ne. Demantirano. Tako. Ampak po drugi strani pa tako, Matjaž Han je predvsem biznismen,
pustimo zdaj, da je minister trenutni, ampak je biznismen. Mislim, da je del biznisa. Ja. Republika Srpska pod Dodikom je pravzaprav nek dvor, entiteta dvor, kjer Milorad Dodik in njegov sin Igor odločata o tem, kdo bo dobil kakšne posle. Ne izključujem, da je bilo mogoče tudi Matjažu Hanu kaj obljubljeno. Ker, a veš, zdaj, če imaš ti politično kariero gradnjeno za 1 leto naprej, jaz ne vem, kakšni so apetiti Matjaža Hana, ali še voditi ta SD ali ne, ampak če imaš pa apetit samo 1 leto še vstati, ne, potem se boš pa vrnil v svoj biznis, boš že zdaj biznisiral. To se ne bomo lagali. Ne. Tako da, četrtek bo pokazal, pri čemer pa je treba opozoriti, ne gre samo za prepoved vstopa familiji Dodik, torej Gorici, hčerki, Igorju, sinu, to je najmanj in pa Miloradu. Gre za to, da se more in to obveščevalne službe Slovenije imajo pa je možene blokirati. Sam miren, veš, tudi prepoved vstopa, ne? Je tudi to je nekaj, ne? Na zadnje, kjer sem jaz pač v tem primeru srečal sina pač Milorada Dodika, je bilo na častni tribuni stadiona Stožice, ne? Se pravi, kako lahko v mestu, ki ga obvladuje Zoran Janković, absolutno že 25, to, ko si ti govoril dvor, to je pač sicer manjši dvor, ampak manjši tako, dvor, da zdaj on ne sme priti v Slovenijo, kar pomeni, da ga ne bo več tam na častni tribuni stadiona Stožice, ko bo tam neka pač malo bolj pomembna nogometna tekma. Ti ljudje si enostavno ne morejo privoščiti, ker to pa ti boljš veš od mene. Bi na uni strani, se pravi v Dodikovih krogih, bi to jemali kot osebno žalitev. To drži. Eno so neki postopki tu politični, pravni, ne vem kaki, ki jih forsira Amerika ali pa na drugi strani blokira Rusija, ni važno, nekih političnih struktur, ki se pač morajo tako obnašati, zato ker Slovenija je taka, kot je in tudi kakšna druga država, ne, tudi Bosna v končni fazi, ne, tudi Bosna se ne more temu upirati, tudi če bi se hotela, ne, Bosna in Hercegovina, ampak drugo pa so te osebne relacije in jaz mislim, da je zato ta zadrega tako močna zdaj. Ne? Ker kako si lahko, pa pustimo tu Hana, ker moje osebno mnenje je, pa nisem seznanjen z detalji, Hanu ne se dopaga, ne? To vemo, se pravi, po moje do Bosne njemu ne nese, ampak mogoče. Golob pa Janković, ne? Se pravi, Golob, Janković, da bi ona dva pod njuno stražo, da se tako reče, v času njunega mandata, da bi se to zgodilo. Ne? Ja. Jaz mislim, da je to stvar, ki ne vem, kakve bi bile posledice, ampak ki se ona dva enostavno ne morata privoščiti, ne? Ker tisto pismo Jankovića, ne, Vučiću, bi ga poslal ali ga ne bi poslal, ne, po moje, da ne bi se nič, ampak to zdaj, to pa gre za denar, gre za vpliv, ne, gre za to, kjer se te osebe lahko fizično gibajo, se pravi, veliko hujšo stvar. Ja. Dobro je zapisala danes urednica Medija Patria, no, moram povedati, da sem delni solastnik medija, ko je zapisala, da tukaj ne gre za Amerikance, ampak gre za biznis. Mi imamo, kar se tiče Dodika, nimamo mi problema v tej tehnični ali pa bom rekel v tej koruptivni zgodbi z Dodikom. Z Dodikom imamo mi problem, kar se tiče ugleda države. Problem Dodik generira nam druge probleme. To so Golob, Janković, del policije, razni Cirman in podobno, ki se to zagovarjajo. To je naš problem. Saj mi nimamo direktnega problema z Dodikom. Ne? In zato jaz pravim, da jaz upam, da je slovenska družba toliko zrela, da če bojo te vztrajali na tem kršenju ali pa zmanjševanju ugleda države in delanje uslug takim polkriminalcem z Balkana, potem jaz upam, da bojo kaznovani na volitvah. Ker treba se pa zavedati, da upanje umira zadnje. Ne? Kako je že nekdo zapisal, ne? Da človek, ki je optimističen, je sicer vesel, ni pa dobro informiran. Hočem reči, da tle imamo mi problem. Mi imamo 100 falango problem, ki jo Dodik lahko kupi, zato, da odpira račune po Sloveniji, da na druga imena, ne? In se nič ne zgodi, ne odreagirajo, zdaj je treba vzeti v bran gospoda Kadevnika, šefa Sove, da so vendarle odreagirali. Ampak zdaj so odreagirali. In če se vrnem na Cirmana, on gre z današnjim člankom tudi proti obveščevalnem sektorju. On gre direktno proti službam, ki verjetno imajo podatke, da so vlado opozorile na to. Danes si jaz ta Cirmanov članek predstavljam, poglejte, to je Golobovo sporočilo preko mene službam, ne igrajte se z občutljivo temo. Tako si jaz zraven. Ampak zdaj, če mi vsega tega ne vemo, ker nismo zraven bili, ne, dokler kdo ne pove ali pa bo
kasneje knjigo napisal. Če mi zdaj pogledamo od vidnih osebnosti v Sloveniji, kdo ima najboljše odnose z Republiko Srpsko. Ponudba za intervju je na mizi pri direktorju obveščevalne službe Sova. Ampak nisi še odzval, ne? Se pravi, ne, od vidnih osebnosti v Sloveniji, kdo ima najboljše odnose tako in drugače z Republiko Srpsko. Ne? Se pravi, pridemo spet do ljubljanskega župana, neminovno. In pa do bivšega delodajalca, ali ki se je družil z Tino Gaber na svoji jahti, kamor ni hodila pomivati, pa po njegovih lastnih besedah. Ne? Se pravi, ta dva. Kam ima ta ona dva skupnega? Ja, Roberta Goloba pa Tino Gaber. Se pravi, mi dejansko zdaj smo prišli v situacijo, kjer zaradi tega, ker so osebno ogroženi interesi, ne vem, tudi sloves ali pa privatno poslovne povezave z Republiko Srpsko. Slovenija zdaj tu ne ve, kaj bi storila, vlada ne ve, kako bi se odločila, karkoli naredi, je v bistvu za njo slabo. Ne? Zato je pomembno, da ljudje, volivke in volivci vemo, ko za nekoga glasujemo, kaj vse to za sabo potegne. Pustimo zdaj mi te poroke, pa vse te neke druge, pa to, a je Urška v zvezi z Borom ali ni, pa kdo se je prej ločil, pa kdo se je kasneje ločil. Te stvari so pa take, ki v bistvu grejo čez to, celo čez to, ko sem prej rekel, da je cel njihov program so kisle kumrce. Ne, pa še nekaj, veš, tako je, ne, enostavno tudi to, včeraj mislim, da medije ne naporočil, ne, da Boštjančič in Han sta proti temu zaradi gospodarskega interesa Srbijo. Mislim, to so naivni izgovori in to Hanu in Boštjančiču sporočam. Vučić ima Dodika izključno za lastno preživetje, ne pa za to, da ga bo reševal. Vučić ima v Republiki Srpski 101 način, kako Dodika spustiti po Drini, ne, in obdržati vpliv na nas. In kandidate za nove Dodike. Če držijo informacije, da sta Han in Boštjančič prinesla ta razlog, potem jih lahko samo premaknemo v skupino srpskega sveta, ker to ni res. Sej Srbija si ne more privoščiti, da bi na njihov odnos Slovenije vplival naš odnos do entitete v Bosni in Hercegovini. Sej to je nesmiselno. Ne? Pač, enako kot si mi ne bi mogli privoščiti, da bi to vplivalo na naš odnos do Srbije. Ne? Sej to je naš problem. Ampak, če zdaj pogledamo še malo širše, če še imamo toliko časa, Bojan. Ja, 2 minute še imamo, s tem, da bom zadnjo temo sem zdaj pa prisiljen spustiti, ampak bomo že doljiš, da znali. Samo en stavek, ne, se pravi, komisarka, ne, za širitev pač naše gore, ne, list Marta Kos, ne, koliko težav ima ona s tem, da obsodi to, kar se zdaj recimo v Srbiji dogaja, ne. Zakaj, ne? Pazi, mi Slovenci, ne, ki smo, vemo, kako se je naša pot začela, ne, s Cankarjevim domom, pa tam z nekimi zborovanji, pa ne vem kaj, vemo, zakaj se je takrat šlo, vemo, kdo se je prvi pač uprl te ideje v veliki Srbiji, miloševizaciji Jugoslavije, instrumentalizaciji te propadajoče Jugoslavije za neke velikosrbske interese in tako naprej. Mi zdaj, ne, smo pa čisto na drugi strani zgodovine, samostojni, neodvisni člani EU, NATO, 30 let plus kasneje, ne. Nobene logike ni v tem. Zdaj, Miran, so te stvari povezane, recimo ta klavna udeležba na Blejskem forumu, te sankcije Dodika, potem tisti posvet slovenske diplomacije, ki je menda bil groz za zastopov Nataše Pirc Musar, Tanje Fajon, pa Urške Klakočar Zupančič. A so te stvari povezane? Pa kot tudi to, da nihče ne prije na poroko. Ja, absolutno je malo povezano, ampak mislim, da so bili tokrat, kar se tiče Bleda, torej naša politična elita je bila toliko premetena, da se je zavedala, da bi lahko prihajalo do velikih odpovedi in se je nekako bolj osredotočila bom rekel, na ta svet, ne vem, Afrike, Bližnjega vzhoda, deloma in pa Balkana. Zahod so tudi odpisali. Kako? Zahod so oni odpisal Zahod nas. Mislim, a veš, če imaš ti podatek, da te je Zahod odpisal, pol ne rineš v nesrečo. Ne? Mislim, da imajo. Zdaj, prihod teh 4, ne, torej menil si že Marto Kos, pa Kaja Kalas, pa še 2 komisarja, je pa plod nekega dogovora med liberalci, da grejo pomagati preživeti Golobu. Ne? Tako da v tej luči je to treba gledati. In tudi včeraj smo videli, mislim, to je, veš, v čem je problem te slovenske estrade politične, da se ne zaveda, da je mednarodna politika, to bo Aljuš kot politolog zelo dobro vedel, da je mednarodna politika visoka politika.
da tam pač ne klafnaš neumnosti, ne, samo zato, da boš, ne vem, 5 glasov več dobil v državi. Ker poglejmo to nesrečno Gazo, Palestino. Kaj se je zgodilo? Nič. Obljube slovenske vlade so bile, spomnite se, mi smo zlorabili to nesrečo tega nesrečnega naroda, tega nesrečnega, torej te nesrečne Gaze, zato, ne, da smo poskušali igrati ali pa da so poskušali igrati na sočutje ljudi. Nobenih resnih zadev. A veš, mednarodna politika je nekaj, kar ne sodi v časopise. Ne so bili pa polni časopisov, tam, ki bi pa lahko rekli besedo, ne? Poglejmo samo primer NATO, oboroževanja in podobno, tam pa domač povem, se userjamo. Tudi blokado Luke Koper za izraelske zadeve. Kaj smo naredili? Nič. Polni mediji, zato smo mi to naredili. Sej, če bi bilo kaj resnega, pač ne bi mogli tega narediti. Skratka, igramo ne samo pokvarjeno igro, ampak 10-krat pokvarjeno igro, ker zlorabljamo tudi nesrečne dogodke v svetu. No? Dobro, če bomo vse zaključili, pač zadnjo temo, ki sem jo imel predvideno, kako se na nek način skozi stranke, nove stranke, Vladimirja Prebiliča, pa župansko stranko skupnost prihajajo spet na sceno ti zanimivi kadri LMŠ, Jelca Koče, Lidija Divjak, Mirek in tako dalje, ampak dobro. To je za naslednjo uro. Skratka, Aljuš pa Miran, najlepša hvala, da ste prišla v studio. Prva jesenska ura Resnice. Vidimo se seveda prihodnji petek, ko bomo pa gostili Aleša Štancarja. Danes smo ga parkrat omenili, da bomo videli, kaj bo on pač povedal zdaj o tem, kar se pravzaprav dogaja z njim na politični sceni. Takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.